Lepo pozdravljeni. Oddajo pričenjam z včerajšnjim obiskom ministra za kmetijstvo, Dejana Židana, ki se je srečal s predstavniki gospodarsko-kmetijskih institucij. No, v okviru obiska je bil minister seznanjen z načrti za vzpostavitev gospodarsko-lesnega centra Ligna, s katerim bi se dodobra oživila lesno-predelovalna industrija. Dejansko bi nam ta center doprinesel kar 250 novih delovnih mest, skoraj podvojil letno predelavo lesa in predelovalcem pomagal pri trženju. Rdeča nit včerajšnjega ministerskega obiska je bil torej les in prizadevanja za ureditev sistema gospodarjenja tudi z državnim gozdom. Tu bi rad povedal tudi predvsem vami, da jaz ne delim očitka do privatnih lastnikov gozda, ki vsaj nekateri izvažajo les v tujino. Jaz to razumem, isto kot ima tisti, ki proizvaja surovo mleko, pravico, da pelje ven, če ima boljše pogoje. Ali pa obdrži notri tudi tukaj. Je pač pravica razpolaganja za lastnino, je pa treba vedeti, da pogosto pa so ti naši ljudje, ki prodajo tujino, opeharjene. To tudi meni pridejo povedati, da sicer v roki plačil se še držijo, ampak da vrednost je povsem drugačna. Zato, ker kupci ne povedo za vse odbitke, ki jih bo naredili. In potem, ko se vsi ti odbitki realizirajo, se na koncu ugotovi, da neto cena ni čisto nič drugačna, ker tudi biti ne more. In se tukaj počutijo opeharjene, kot drugo pa takoj, ko pride pa stiska, ko je pa lesa preveč v Evropi, pa ravno naši, ki imajo les, v bistvu ugotovijo, da so drugorazredni kupci, da dajo svojim iz svoje države prednost. Te podobno se dogaja tudi pri mleku pa drugot in na konci oni, ki hočejo dolgoletno varnost imeti, iščejo domače kupce. Kar se pa tiče tudi državnega gozda Slovenije samo 20%. Državni gozd ne more dati odgovore na vsa vprašanja, ker ga samo 20% državnega, je pa res, da v bistvu mi sedaj, če bo na koncu politična volja takšna, v tem trenutku gremo spremenjati sistem upravljanja in gozdarjenja. Gremo na podoben sistem, ki je recimo na Bavarskem, pa marsikje drugje. To pomeni, da je pač država tista, ki ima roko nad prodajo. To pa zato, ker država sledi neke svoje cilje. Eno od teh ciljev pa je seveda tudi, da ostane les doma in gre doma v predelavo. Mene pogosto vprašajo, kaj to pomeni za gozdna gospodarstva, ki imate ljudi, ki imate stroje, imate kompetence. V bistvu generalno gledano ne bi smelo nič strašnega pomeniti, ker saj to državno gozdno podjetje ne bo imelo svojih kapacitet, ampak bo kupilo in plačalo po pošteni ceni tam kapacitete, kjer pa so. Imelo bo pa roko nad prodajo. Tako da za tega stališča ne gre za ogrožanje nobenega delovnega mesta. Seveda bi pa rad naslednje povedal. Zdaj v bistvu za gozdno lesno verigo smo odgovorna dva. Mi lahko delamo čudeže v gozdu. Mi lahko recimo lansko leto je bil rekordno, 6,3 milijone kubikov. Nažalost je bilo polovico takšnega, da je bilo poškodovanega, polovico je bilo takšnega, kot ni bilo poškodovanega, ampak to je rekord. Nikoli, kar jaz spremljam podatke, ne najdem številke, ki je bila nad 4 milijone kubikov. Torej je bilo za 50% večji poseg. Nažalost, ker se je delalo v zelo težkih razmerah, je bilo tudi več smrtnih žrtev, kot je običajno v državi, čeprav so vedno, vsako smrtna žrtev je nekaj groznega, ampak lansko leto jih je bilo še več. Vendar delo v gozdu je premalo. Delo v gozdu lahko da samo določenim številom ljudem. Pravo delo, tisto, ki pa da v bistvu dodano vrednost po nove zaposlitve, je pa polizdelki in izdelki. Z današnjim dnem bo minilo že 23 let od izbrisa več kot 25.000 oseb iz registra stalnih prebivalcev. Izvajanje odškodninskega zakona se je pričelo pred 8 meseci in v tem obdobju je bilo na upravne enote že moč oddati vlogo za odškodnino 50 evrov na mesec izbrisa. No, do tega trenutka so upravne enote po Sloveniji prejele nekaj več kot 5700 vlog, odobrile pa zgolj 4300. Kakšno je dejansko stanje, vse kar se tega dotičnega vprašanja tiče, na slovenjgraški upravni enoti pa nam bo zaupala načelnica. Torej, kdo je na začetku upravičen do te odškodnine? Zakon določa, da so upravičenci do povračila škode osebe, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva in so po izbrisu pridobile dovoljenje za stalno prebivanje ali bile sprejete v državljanstvo Republike Slovenije. In koliko teh vlog za odškodnino 50 evrov na mesec ste torej prijeli v teh 8 mesecih, torej od začetka izvajanja odškodninskega zakona? Od pričetka uporabe tega zakona smo na upravni enoti Slovenjgradec do sedaj prijeli in obravnavali skupno 21 vlog. Od tega je v 20 primerih bilo odločeno, torej, da je bila priznana odškodnina upravičencem.
Če to primerjava recimo z ostalimi upravnimi enotami, je to veliko, malo? V primerjavi z ostalimi upravnimi enotami imamo manjše število teh vlog. Kaj mislite, da botruje k temu? To je čisto odvisno od področja do področja, ker zdaj glavnina teh oseb je očitno torej bila izbrisana iz registra stalnega prebivalstva po teh glavnih mestih, da tako rečemo, oziroma večjih mestih v Republiki Sloveniji. Sicer pa je tudi ta predznana odškodnina zelo različna. Na kakšen način je torej, zakaj bi lahko bila odškodnina različna? Kaj pravzaprav to pomeni? Kar se tiče višine odškodnine, je seveda pomembno obdobje izbrisa, ki je različno od upravičenca do upravičenca. Samo obdobje izbrisa je torej obdobje od izbrisa iz registra stalnega prebivalstva do pridobitve tega dovoljenja za stalno prebivanje oziroma sprejema v državljanstvo. In se seveda zdaj razlikuje med osebami. Zakon v osnovi pa določa torej, da je pa višina enotna, torej 50 evrov za vsak zaključen mesec izbrisa. Vse ostalo je potem odvisno torej od tega obdobja izbrisa. Torej daljše je to obdobje, večja je tudi ta priznana odškodnina. In v 15 primerih torej smo imeli odškodnino priznano v višini večji od 1000 evrov. Kakšna je recimo zgornja meja zneska, ki ga lahko upravna enota recimo nakaže v enkratnem znesku? Ali obstaja to tudi zakonsko določila? Tukaj je določeno, da v primerih torej, da je odškodnina v višini vključno do 1000 evrov, se ta odškodnina izplača v enkratnem znesku v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe. Vkolikor je pa ta višina torej višja od 1000 evrov, pa se to izplačuje obročno. Morda še vprašanje, kakšen je torej postopek? Nekdo, ki želi oddati vlogo, kaj mora storiti? Zdaj predpisanega obrazca vloge sicer ni, mi imamo pripravljen en obrazec, se opravičujem, za lažje delo. V glavnem se pa potem pri obravnavi vloge podatki pridobivajo iz uradnih evidenc. Tako da strankam ni potrebno posebej prilagati ne vem kakšnih dokazil. Morda še samo to, koliko časa je torej še na voljo za oddajo vlog? Čas za oddajo vlog, skupni čas je torej 3 leta po pričetku uporabe zakona, torej še nekje malo več kot 2 leti. Oddajo nadaljujem z letnim poročilom Visoke šole za tehnologijo polimerov za leto 2014. No, najprej naj povem, da je osnovno poslanstvo Visoke šole za tehnologijo polimerov zagotavljanje kakovostnega izobraževanja in raziskovanja na področju tehnologije polimerov, interaktivnih informacijskih sistemov in tudi trajnostnega inženirstva. Sredstva šola pridobiva iz različnih virov, pa naj si bodo to šoline, donacije, projekti, sponzorstva in koncesija, saj gre za zasebni samostojni visokošolski zavod. No, tako so v letu 2014 vsi prihodki znašali dobrih 822 tisoč evrov. V nadaljevanju sledi pogovor z dekanico, ki me je prijazno sprejela v svojo družbo. Torej, če začneva kar z poslovnim rezultatom za leto 2014, letno poročilo pred nama, torej kakšno je finančno stanje? Jutri bo obravnavano to poročilo o preteklem letu. Finančno stanje je pozitivno, to se pravi, da smo uspešno zaključili poslovno leto 2014, kar smo tudi zelo zadovoljni. Možno je bilo prebrati, da se kljub temu spopadate z nekimi finančnimi težavami, če ravno, kot ste pravkar dejali, torej na letni ravni obrnete, malo pod narekovaj rečeno, milijon. Ja, tako je, ne. Bom rekla, vedno so problem finančni so problemi, tako likvidnosti na eni strani, ker moramo z krediti zagotavljati financiranje projektov. Mi dejansko, kot ste rekli, 1 milijon obrnemo na leto, od tega je 60% projektnih sredstev, ker potrebujemo za likvidnostno delovanje kredite. Po drugi strani se pa tudi tretjina, to so koncesijska sredstva, vsako leto malo zmanjšuje in nam povzroča to kar hude težave. Koncesijska sredstva so izključno namenjena izvedbi študijskega programa in mi tudi samo za delo v tem študijskem programu prve stopnje porabimo pravzaprav kar 80% vseh sredstev, zato ker želimo zagotoviti najboljše visokošolske učitelje, ki pa seveda tudi nekaj stanejo, zato da zagotovimo tudi dobro kakovost študija na naši ustanovi. Preko projektov pa smo zagotavljali in še zagotavljamo opremo, raziskovalno opremo in mi smo v bistvu s projekti pridobili 1 milijon 800 tisoč evrov v 3 letih.
in zagotovili res odlične pogoje za študij za naše študente, kakor tudi za naše visokošolske učitelje in sodelavce za raziskovalno dejavnost, ki je tudi sestavni del visokošolskega študija. Tako da bom rekla, ves čas se spopadamo z nekimi problemi, ampak mi smo vseeno v bistvu v teh letih ogromno naredili. Lahko rečem, da je naša šola nastala na pobudo seveda tega dela industrije oziroma gospodarstva, ki se ukvarja z polimeri, in tega je v Sloveniji ogromno in je to področje eno najhitreje rastočih področij v Sloveniji, v Evropi in v svetu. In je v Sloveniji 1600 podjetij, ki se s tem ukvarja, poleg še večjih sistemov, kot so Gorenje, Kolektor in tako naprej, BSH, ker tudi ta znanja potrebujejo, ne. In dejansko po drugi strani pa smo tudi nek razvojni element v regiji, ne, kjer dejansko pomenimo tudi to, da prihaja k nam visoko kvalificirani zaposleni, to se pravi ljudje z akademsko izobrazbo, tu delajo, se vozijo tudi iz drugih koncev Slovenije in prinašamo v ta prostor pravzaprav eno novo dimenzijo, to je intenzivno raziskovanje, intenzivno torej delo na razvoju. In so takrat občine Koroške pred 7-8 leti, ko so ustanovile Covivis, nekako se zavezale k temu, ne, da bodo podpirale tudi to delovanje te šole. In če govorimo o moralni podpori, pričakujemo tudi seveda materialno podporo. In tu moram reči, da Mestna občina Slovenj Gradec je ves čas to zagotavljala, predvsem z, bom rekla, pomočjo pri najemninah in smo pričakovali tudi letos, da bo tako. Malo se je zataknilo, ampak zdaj so se stvari rešile in smo zelo veseli, da se je tako razpletlo. Tudi v prihodnje pravzaprav pričakujemo eno tako podporo, ker bom rekla, kraju na nek način vračamo tudi s tem, da ljudje, torej študenti prihajajo iz cele Slovenije, 40% jih biva tukaj, tudi trošijo, tudi prirejamo določene konference in druge prireditve in to tudi kraju pravzaprav daje svojevrsten pečat in mislimo, da je to prispevek te šole k razvoju nekega okolja. Definitivno vsak kraj, ki ima neko visoko šolo, univerzo oziroma fakulteto, je to dodaten plus. Vmes sem razmišljala, recimo, če šola potrebuje 5 računalnikov, iz kje potem črpate ta denar? Pri računalnikih je tako, da črpamo denar iz projektov, ampak so seveda to namenska sredstva, po drugi strani pa iščemo tudi donacije. Kar precej donacij dobimo tudi iz podjetij, pa tudi take čist naročene raziskave delamo za določena podjetja, ker tudi iz teh sredstev, če kaj ostane, seveda lahko kupimo take stvari. Medtem ko iz koncesije pa izključno za izvajanje študijskega programa. Je torej možno, da vam nekdo odzame koncesijo? Ta možnost obstaja? Ta možnost je ves čas v zraku in se zelo borimo za to, da jo obdržimo, povezana je seveda z zagotavljanjem kakovosti študija. Mi smo dobili lani spomladi ponovno akreditacijo študijskega programa in inštitucije za 7 nadaljnjih let in smo morali dokazati, da smo kakovostni. In ves čas nekje se dokazujemo in tudi dokazujemo, da delamo dobro, da se povezujemo z gospodarstvom in tako naprej in upravičujemo pravzaprav tudi samo koncesijo s tem. Pogosto lahko slišimo kritike, da so mladi pasivni, leni ali celo neodgovorni. Kako problematiko aktivne participacije vidijo mladi sami, je bila tema okrogle mize, ki jo je organiziral Mladinski kulturni center Slovenj Gradec. No, naj povem, da se je pogovora udeležilo kar lepo število mladih, ki pa niso delovali nič kaj leno ali neodzivno. Nasprotno, zelo živahno so znali pojasniti, da je bržkone definicija aktivnosti preozka in da ne gre v korak s časom. Morda pa je vse skupaj še bolj preprosto. Morda mladi le niso aktivni tam, ker bi jih lahko opazili mi ta stari. Ugotavljali smo, kakšna je sploh participacija mladih v lokalnem okolju in kaj pomeni pravzaprav aktivna participacija. Nekako smo se sklicevali na neke definicije, ki trenutno v družbi obstajajo, kaj to je aktivna participacija in potem smo poskušali to aplicirati na naše lokalno okolje, se pravi konkretno na Slovenj Gradec, da vidimo, ali se aktivna participacija mladih pojavlja tudi v takšni obliki, se pravi kot je nekako v družbi beleženo v našem lokalnem okolju. Pa je pri tej okrogli mizi torej sodeloval tudi kakšen strokovnjak? Strokovnjak, zdaj pač odvisno, kako zdaj to interpretiramo. Jaz mislim, da
je bilo zelo pomembno to, da so pri okrogli mizi aktivno sodelovali mladi. Povabili smo k sodelovanju tudi predsednico mreže Mama, to je mreža mladinskih centrov Slovenije, gospod Majo Hostnik, ki ima tudi zelo veliko izkušenj, že samim mladinskim delom, kot zdaj tudi z vodenjem mreže. Povabili smo predstavnike odbora Mestne občine Slovenj Gradec za mladinska vprašanja, potem so bili tu tudi predstavniki mladinskega centra in pa seveda mladi. Zdaj dotaknili smo se tako različnih problematik, na katere nekako naletijo mladi pri sami aktivni participaciji. Se pravi, kaj sploh je, če zdaj nekako povzamem aktivna participacija, gre za aktivno soudeležbo mladih na različnih področjih. Se pravi, ali to znotraj organizacij ali čisto neorganizirane mladine pri izvajanju najrazličnejših aktivnosti, ki nekako sooblikuje družbo, v kateri živimo. In nekako smo potem poskušali izpostaviti tudi problematiko, na katero mladi naletijo, ko torej poskušajo sami soustvarjati to okolje. Največkrat ali pa zelo pogosto naletijo na neke birokratske ovire. Recimo to je ena taka blokada med mladim in med njihovim njihovo aktivno soudeležbo. Dobili ste neke informacije, torej neko znanje oziroma mnenje torej vseh teh mladih društev, članov, posameznikov, kakorkoli pa zdaj to že imenujeva. Kaj zdaj z vsemi temi informacijami? Kaj sledi? Naredili smo na koncu en kratek povzetek, se pravi teh predlogov, kaj bi bilo potrebno storiti in bomo pač delali v tej smeri naprej. Mladinski center Slovenj Gradec na Ozarah 18 ostaja še naprej kot nek suport ostalim mladinskim organizacijam in seveda tudi posameznikom. Nudimo jim tu najrazličnejšo podporo, tako pri prijavi projektov, kot pri pridobivanju sredstev, kot pri raznih drugih informacijah, ki zadevajo mlade. Tako da smo tudi tu za razne pobude, vprašanja in bomo pripravili pa seveda neko strategijo. Zdaj je bil sprejet odlok o mladini. Pripravlja pa se sedaj tudi ponovna ustanovitev mladinskega sveta lokalne skupnosti, tako da, ki bo seveda kot krovna organizacija mladinskih organizacij. Tako da jaz vidim, da bojo se te aktivnosti peljali tudi v okviru tega. Izpostavljenih je bilo veliko problemov in sicer predvsem ta, da mladi nekako sicer se pojavljajo kot udeleženci različnih prireditev, dogodkov, malenkost oziroma precej manj je pa tistih, ki se, bom rekla, aktivno angažirajo, ki pripravljajo neke samostojne projekte, so v končni fazi tudi politično aktivni. Nekako je skupina na današnji okrogli mizi prišla do naslednjih zaključkov in sicer, da je pomembno predvsem, da se mladi povezujejo medsebojno, da se povezujejo z organizacijami, ki nastopajo v lokalnem okolju. Potrebno bi bilo tudi zagotoviti določena znanja, kot so PR, marketing, administracija, kako sploh pristopiti samostojno k organizaciji nekega dogodka. V nedeljo, 22. februarja, je minilo že 112 let od smrti našega skladatelja Huga Wolfa. Zato se bomo spominu nanj posvečali z naslednjim prispevkom. Hugo Wolf, kot zdaj vemo, ne samo Slovenjgračani, ampak že vsi Slovenci, se je rodil 13. marca leta 1860 tukaj, v Slovenj Gradcu, v tej hiši na slovenjgraškem glavnem trgu, v družini očeta usnjarja, ki pa je bil navdušen glasbenik. Sam je igral več instrumentov in tudi vse svoje otroke je usmerjal zavestno v glasbo. Bil je nadvse navdušen, ko je Hugo, ne najmlajši, ampak tretji otrok v družini, izkazal absolutni posluh in tako rekoč uresničeval te očetove velike ideje na področju glasbe. Tu v Slovenj Gradcu je preživel 15 prvih let svoje mladosti, dokler se ni odločil, da bo poskusil na Dunaju, takratni prestolnici svetovne glasbe. Oče mu je sicer odsvetoval, da se bi podal tja v metropolo, kljub vsemu je za njega, mu je namenil v bistvu podobno usodo, kot jo je doživljal sam, in sicer naj bi ostal doma, prevzel poklic ali pa po dokončanih šolah
opravljal delo v kakem bolj spodobnem poklicu, glasbo pa bi imel po strani v popoldanskem času, tako rekoč za hobi, kot je tudi sam to počel. Wolf se je vpisal na Dunajski konzervatorij, ampak zaradi svojega posebnega temperamenta bil je izredno vročekrvn, ni prinesel nobene avtoritete, se je že v drugem letniku skregal z enim izmed bolj strogih profesorjev in konzervatorij moral zapustiti. Nadaljnja leta na Dunaju je pravzaprav preživljal kot bojem, odvisen od številnih prijateljev in mecenov, ki so ga podpirali na njegovi poti, in zato se je zelo s težavo prebijal. Svojo prvo slavo pa na Dunaju pa se ni prislužil kot skladatelj, temveč kot divji kritik, glasbeni kritik pri časopisu Wiener Salonblatt, kjer so ga krstili za divjega Wolfa iz dunajskega salonskega časopisa, in tam je pravzaprav razkril to svojo idejo, ki je bila takrat v zraku, to mlado nemštvo, ki so jo opiralo konzervativni, tradicionalni kulturi, ki je še vedno nekako domovala na Dunaju. Na glasbenem področju se je lotil vseh velikih avtoritet, v prvi vrsti Brahmsa, ki ga je v svojih kritikah raztrgal in si na ta način pa zapiral pot v velike glasbene inštitucije na Dunaju. Tako rekoč za časa življenja ni doživel večje izvedbe kakega svojega pomembnega dela v kateri od osrednjih glasbenih inštitucij na Dunaju. Hugo Wolf se je v svetovno glasbeno literaturo vpisal kot avstrijski skladatelj. Res je bil rojen v Slovenj Gradcu, tedanjem Windischgrätzu, v okviru velikega avstro-ogrskega imperija, pa vendarle smo ga v novejšem času postavili tudi na slovenski kulturni zemljevid. Namreč pred leti je neumorni raziskovalec njegovega življenja, Jože Leskovar, tudi dolgoletni ravnatelj glasbene šole v Slovenj Gradcu, odkril slovenske korenine družine Wolf. V Slovenj Gradec naj bi prišli iz okolice Šentjurja pri Celju, kjer so se nekoč davno njihovi predniki pisali lepo po slovensko Volk. In od začetka 90-ih let prejšnjega stoletja dalje se Wolf na drugačen način vpisuje v slovenski kulturni spomin. Koliko turistov se dejansko odloča, da obišče torej ta muzej oziroma spominsko hišo? Če pogledamo, mogoče odkar imamo hišo odprto od leta 2012, v letu, ki je preteklo, ki je za nami, beležimo rahel upad zanimanja za oglede v hiši Huga Wolfa, čeprav se trudimo z večjimi aktivnostmi, ampak tisti prvo zanimanje, tudi ko je bila Evropska prestolnica kulture, je bilo več zanimanja, zdaj pač manj, tako da smo v lanskem letu prodali 650 plačljivih vstopnin. Da se dam zdaj v vlogo turista, kaj mi torej pokažete, kaj mi ponudite, kaj ne nazadnje lahko vidim v tej rojstni hiši? Zagotovo je osrednja razstava o življenju in delu skladatelja, ki mu je posvečena razstava Huga Wolfa. Se pravi, jih popeljemo skozi, lahko si tudi recimo za tujejezične goste imamo tudi audiogajde, se pravi, lahko tudi sami spremljajo razstavo, tako v angleškem kot tudi nemškem jeziku. Tu imajo tudi posneto glasbo. Lahko si pa pogledajo tudi celo hišo, v audiosobi je možno, da si pogledajo tudi film, nastal leta 1994 o njem. Če sem turist, si ogledam torej to rojstno hišo in na koncu želim kupiti spominek, recimo CD z njegovo glasbo, je to možno? CD z njegovo glasbo, da bi imeli iz neke glasbene produkcije, iz neke glasbene založbe, mislim, da ta hip ni možno, je pa možno dobiti njegovo glasbo. Oddajo zaključujem z novico, da je v ponedeljek minilo že 7 let od smrti nekdanjega predsednika države in dolgoletnega premierja Janeza Drnovška. Njegovi politični sopotniki ga opisujejo kot odličnega organizatorja političnih procesov in kot človeka odločitev z izjemno avtoriteto. No, sama osebno pa obžalujem, da Drnovšek s svojim ponotranjenim odnosom do politike, s poudarkom na etiki in pravičnosti, ni mogel izraziteje vplivati na slovensko politično sceno. Saj bržkone ne bi prišli v tako krizo, če bi upoštevali te poudarke.
Hvala za vašo pozornost, pazite nase in doslednjič le še srečno.